Božiček in čarobni boben. Da Božičku pridno pomagam, da zadnjem zdaj pa delam za Božička, delam za Božička, delam za Božička, delam za Božička, ja. Delam za Božička, delam za Božička, delam za Božička, delam za Božička, ja. 166 let na grbi že ima, a pošto za Božička še pravi čas oddam, ker zdaj jaz delam za Božička, delam za Božička. Ali ne bi morala že prispeti? Tudi meni se zdi. Vas bi morala biti takoj za tem hribom. Wow, tukaj je Božičkova vas. Javi se, tu dostava pošte. Imamo še eno vrečo pisem otrok za Božička. Prosimo za dovoljenje, da odvržemo pošto. Dovoljeno, kapitan, odvrzite. Ok, prihaja. Hvala za pošiljko, srečen pristanek in vesele božične praznike želim. Naprej. Dobro jutro, Božiček. O, vidva sta, Urša in Žiga. Jutro. Pridita in zaprita vrata. Prav grozno sem prehlajen. Pravkar je prispela še ena vreča s pošto. Ta je verjetno zadnja. Saj je le še nekaj dni do Božiča. O, to pa je vreča. Kaj meniš ti, Niko? Bova lahko sama obdelala tole goro pisem? Torej, če bi Urša in Žiga lahko ostala in nama pomagala odpirati pisma, potem... Seveda, krasno. Potem pa takole. Pripravi črnilo in knjige in začnimo z delom. Sem že pripravljen, Božiček. Lahko začnemo s prvim pismom. Slikanico za Aleksandro, pobarvanko in plastelin za Tamaro, pa karte, škatlico za nakit, mikroskop in vodno pištolo za Janeza. Nastja si želi rolerje, Jana violino, Sabina pa glasbeno kaseto. Podpis Stane. Ali si zapisal vse, Niko? Kaseto. Upisano. Stanetove želje so že upisani v knjigo. To je bilo 650. pismo. Je še kakšno? Mislim, da je bilo to zadnje. Jep, vreča je prazna. Poglej, še eno pismo. Odpri ga, Žiga. Izvoli, Božiček. Tole je pa zanimiva risbica. In podpis Raskal. Kaj pa je to? Tega pa res ne bi vedel. Dovoli meni. Podobno je kepi umazanije. Toda kdo bi si želel kaj takega? Tale Raskal pa ni ravno nadarjen za risanje. Kako vam gre? Ali še vedno niste končali? Vem, da se bo prehlajenemu Božičku prilegla skodelica vročega čaja iz brinjevih jagod, pa ostalim tudi. Hvala. Pravkar smo končali.
Le tole zadnje pismo nam dela preglavice. Ne moremo ga razvozlati. Naj jaz poskusim. Hecna risbica. Mislim, da je to... Kaj? To je... Ne bi mogla reči. Toda papir je zelo star. Že desetletja ne uporabljamo takega. Lahko mu pošljete papir za risanje. Prav imaš. S tem nismo rešili uganke, kaj si Raskal želi za Božič. Ojoj, menejoj. Zdaj pa moramo v našo tovarno igrač. Žiga, Uršaj, greste z mano? Ja! Hej, pismo lahko pokažemo glavnim Božičkovim pomočnikom. Oni imajo zagotovo boljše oko za te zadeve kot mi. Dobra zamisel. Božiček, če se ne boš pazil, se lahko tvoj prehlad samo še poslabša. Saj veš, da moraš biti v dobri formi za Božič. Res bi moral biti malo bolj previden, kar se tiče tega tvojega prehlada, Božiček. Če gospa Božičkova mama tako pravi, je to resna stvar. Saj ni zastonj vaška zdravnica. Takle majceni prehlad pa ja ne bi smel biti problem. Kako gre v pohištvenem oddelku, Martin? Božiček, pozdravljen. Kar gre. Pravkar končujemo pohištvo za Darjino hišico za lutke, pa hišico tudi. Wow! Kar oglejte si jo. Tukaj je kopalnica. Poglej to! Pa še dnevna soba s televizorjem. Kaže, da bo potrebno naravnati TV sprejem. Kar nadaljujte z delom, Martin. Ti kaj nagajaš, Zmazek? Torej, vseh 500 lesenih psičkov je pobarvanih, pa nikjer niti enega samega madeža. Odlično opravljeno, Zmazek, krasno. Verjeli ali ne, Zmazek ima najbolj zanesljivo roko med vsemi mojstri v vasi. Tudi na oddelku za avtomobile delajo s polno paro. Jupi! Ali ni tisto mojster furnirko? Ja, le kaj, pri 100 kolesi ga je prijelo. Božiček, hojla zdravček, wow! Ouč! Furnirko, kaj za božjo voljo pa počneš? Ja, torej, poskušam ukrotiti tele divje konje. Divjega mustanga se ne da kar tako zaviti v okrasni papir. Ali imam prav? Verjetno, da res. Vendar, ali nam lahko pomagaš glede tega pisma, ki smo ga prijeli? Ja, torej, pa si poglejmo. Vemo, da ga je poslal neki Raskal. Ne vemo pa, kakšna je njegova želja. Kaj misliš, kaj pomeni ta risba? To je letalo. Res, letalo. Ja, izdelamo ga bomo v hipu, takoj, ko bomo pravili s temi divjimi konji, prav?
Letalo. Mogoče pa ima mojster furnirko prav. Najbolje, da gremo vprašati še ostale božičkove pomočnike. Ker gre za risbo, mislim, da bi nam mojster Črtko lahko pomagal rešiti uganko. Ja, več kot očitno je, da je fant nadarjen za risanje, to se takoj vidi. Prefinjene poteze in ostrina. Torej, kaj je to? Aha, kaj je to? Ja, kaj je to? Ja, kaj je to? To je vitez Jurij. Vitez Jurij? Ja, seveda. Vitez Jurij in... zmaj. Veliki, grozni, hudobni zmaj. Ej, dovolj, Črtka. Hej, Piko, nehaj, Črtka. Nehaj ta takoj. Au! Ja, stvar je jasna. Fant si želi knjigo. Pravljice, kot je Jurij in hudobni zmaj. Kaj je s Črtkom? Živja, Polona, moja priljubljena modna oblikovalka. Poskušamo razvozlati uganko. Mali Raskal nam je poslal pismo svojo željo, pa ne moremo uganiti, zakaj gre. Črtko pravi, da je to risba viteza Jurija in zmaja. Kakšna knjiga neki? Črtko se že meša v črnila. To je vzorec za pulover. Zadaj gladko, spredaj popularni si, fant si želi volneni pulover. To je torej pulover? V hipu mu ga bom spletla. Polarna svetloba. To je knjiga pravljic. Knjiga? Ta je pa dobra. To je pulover. Knjiga. To je knjiga. Knjiga. Pulover. Knjiga. Pulover. Knjiga. Pulover, če rečem. Ne verjamem, da bomo tu dobili odgovor. Knjiga. Pulover. To je pulover, ti knjižni moj. To je knjiga. Pulover, 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 pulover. Knjiga. Knjiga, knjiga, knjiga. Pulover, pulover. Knjiga. Knjiga. Rekla sem pulover. To je knjiga. Jaz pa pravim pulover. Stanka, kaj pa ti misliš, da je to? Mislim, da je to lutka. Nekakšen plišasti medvedek. Le da je zaradi grive nekoliko bolj podoben levu in ima rep kot rakun. Roke pa so lahko le opičje, noge pa žabje in ima rogove pa še račji kljun. A torej žabo, rači, grivasti, raku, jeleno, dvet. Ja, ali pa je le navadna trobenta. Brez skrbi bodi božiček, do večera bo narejena. Zlaganka. Lokomotiva. Boris, je to kaj strašnega? Da, fant namerava prestrašiti svoje učitelje. To je okostnjakov kostuma, ne? Ja, okostnjak. Predlagam, da vsak izmed božičkovih pomočnikov izdela svoje darilo, potem pa se bomo odločili za najboljše. Ni slaba zamisel. Kaj je pa to? Ej, stoj! Kaj se dogaja?
je vse v redu s tabo? Ja, nobene škode. Nobene škode ni. Gromček, strelček, čirček, čarček. Nobene škode, kaj? Tole poskakovanje in šopirjenje ti ne bo kaj prida pomagalo proti prehladu. Kaže, da te bom morala poslati v posteljo. Draga mama, ne morem biti na bolniški ravno sredi predbožične gneče. Poleg tega pa... Moj prehlad sploh ni tako hud. To je res, a ne greš nikamor, dokler mi ne obljubiš, da se ne boš zmočil. Obljubljam ti. Sedaj pa moram v tovarno čokolade. Rok Sladič mi bo razkazal novo odprti karamelni dispanzer. Greva lahko še midva, Božiček, prosiva. Seveda lahko. A ne pozabita si umiti zob, ko bosta prišla nazaj. Urša, si lahko predstavljaš, da je Rok vsak dan v tem paradižu sladkosnedov? Jaz bi bil presrečen, tudi če bi me vzeli v službo le čez počitnice. In kaj bi delal? Bi bil čokoladni poskuševalec? To je torej tvoj novi karamelni dispanzer. Ja, tukaj je. Z lastnimi rokami sem ga zgradil. Čudovito, pa tudi sladkarije izdeluje, kaj? Ja, se razume. Lahko vam demonstriram. Vse sestavine so v rezervoarjih. Sladkor, vanilij, karamelni koncentrat, marcipan, kakao, čokolada in lešniki. S pomočjo teh gumbov programirate sladkarijo po želji in stroj vam jo izdela v parih sekundah. Bi poskusila? Ja! Kaj ko bi... lahko bi izdelali velikega čokoladnega božička? Prav, dobro, super, ekstra veliki čokoladni božiček. Samo programiram ga in... Očarljivo, kaj? Ni dvoma, Rok. Krasna igrača. Poslušajte, spet tisti zvok. Kaj za 100 mlečnih čokolad se dogaja? To se verjetno zobne vile jezijo, ker sem dal preveč sladkorja. Prav je strojenkraten. Ali ste že kdaj videli večjega čokoladnega božička? Pa še res je. Vem, da sem obljubil, da se ne bom zmočil, a nisem jaz kriv. Rokovemu stroju se kar nalepo zmešalo. Nesrečam se ne moremo izogniti, vendar se moramo znebiti tega tvojega prehlada. Zato je najboljši repičin sirup. Ali pa mogoče mirtin čaj.
Lahko pa se vprašamo, zakaj se danes nesreče kar vrstijo. Ne spomnim se, da bi se kaj podobnega že kdaj dogajalo. Temu ne moremo reči ravno nesreče. Kvečimo nerodnosti. Te stvari se kar naprej dogajajo. Te male nerodnosti. Male nerodnosti. Čokoladni božiček. Le male nerodnosti, kaj? Vam bom že pokazal. Vse je nekam čudno. Ja, Rokov sladkostroj je ponoril, pa tiste podivjane igrače. Ali si opazila, da vsakič, preden se zgodi kaj nenavadnega, zaslišimo tisto čudno ropotanje? Tako kot zdaj. A tokrat bova raziskala, zakaj gre. Greva ven, hitro, poglej, no, poglej. Vaška godba. Boben, tisto nenavadno ropotanje prihaja iz bobna. Pa ne iz tistega iz orkestra. Pomagam dan za dnem, zdaj pa delam za božička, delam za božička, delam za božička, delam za božička, ja. Delam za božička, delam za božička, delam za božička, delam za božička, ja. 166 let na grbi že imam, a pošto za božička še pravi čas oddam, ker zdaj jaz delam za božička, delam za božička, delam za božička, delam za božička, ja. Slušaj, Boban! Izpod streše nad skladiščem igrač prihaja. Pojdiva, Žiga, tokrat bova prišla v ganki do dna.
od zgoraj. Kaj pa, če je to, kar slišimo, le navadna žolna, ki ne najde izhoda? Saj ne greva gor, a ne? Kaj? Si se prestražil? Kdo? Jaz? Ni šans. Lahko pa greš prva, če želiš. Čiri, čari, dve budali. Ti dve zgati prihajata gor. Bolje bo, da se skrijem. Bobnenje je prenehalo. Potem pa pojdiva nazaj. Darija, raziščiva enkrat zadevo do konca. Poglej, Žiga, tole okno je odprto. In svež sneg. Nekdo je skozi to okno pravkar zbežal ven. Nekdo nama pošteno nagaja. Čiruli, čarulo, malo je manjkalo. Tukaj so, darila za malega Raskala. Ja, resnično lepa darila. A kdo bo vedel, katero darilo je pravo? Bil sem prepričan, da bo to letalo. Zdaj pa vidim, da je lahko tudi medvedek. In kaj bomo zdaj? Hej, saj smo že čisto pozabili na našo računalničarko Meto Bajt. V svojem računalniku hrani podatke o vseh otrocih tega sveta. Preverimo, kakšen je Raskalov hobi. Potem se bomo lažje odločili za eno izmed daril. Ni slaba zamisel. Gremo naravnost k njej. Raskal pravite? To je redko staro ime. Verjetno, da ni veliko otrok na svetu s tem imenom. Upam, da res. Pa poglejmo. R-R-A. Rado, Rafael, Rafko, Rajko, Rajmond, Raskal. Raskal, tukaj je. Moj računalnik pravi, da obstaja en sam Raskal na celem svetu. In ta ni več otrok. Je že odrasel moški, star 55 let. Kaj? 55 let je star, zdaj šele nič ne razumem. Božiček, ali še vedno hraniš Raskalovo pisemsko ovojnico? Jo lahko pogledam? Seveda. Poglej, Žiga, tako kot sem si mislila. To pismo je bilo poslano pred 50 leti. Poglej datum na poštnem žigu. Pismo je poslano pred 50 leti. Potem pa ni čudno, da je napisano na starem papirju. Saj smo ga šele včeraj prijeli. Mogoče se je izgubilo na severni pošti. Verjetno je v kakšnem poštnem skladišču padlo v kako špranjo, tako da ga ni nihče opazil celih 50 let. Ja, tako je in sedaj so ga končno našli. Ali si lahko predstavljate, kako se je počutil mali Raskal? Verjetno je mislil, da je Božiček čisto pozabil nanj. Ja, kaj bomo pa zdaj z njegovimi darili? Spet začenja. Strehe prihaja. Kaj pa je to?
Pridite pogledat. Cela vas je v temi. Zdaj je pa dovolj tega. Poglejte, na strehi! La 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 la. Vam bom že pokazal, vi pokvarjeni. Kdo je to? To je šaman, laponski čarovnik. A za 1000 črnih redkov in eno špinačo. Izključil sem jim elektriko, pa ne vseeno vidijo. Kriv pa je ta polarni sij. Bolj svetlo je kot sredi belega dneva. Čarati je začel. Preklet zavedno bodi močni polarni sij. V temo se spremeni, dokler ne odpustim ti. Daj že enkrat. Ugasnil je polarni sij. In padel s strehe. Mislite, da se je poškodoval? Pojdimo pogledat. Ne vem, zakaj nam tako nagaja. Običajno so šamani dobri in miroljubni. Poglejte, tukaj je padel. In jo takoj ucvrl. Zbežati nam hoče v hribe. Uprežimo severne jelene. Če uprežemo Božičkovega gromka, ga ujamemo v hipu. Res je. Ne bo prišel daleč v tem snegu. S tem prehladom bi pa res moral ostati doma. Res je. Mama Božičkova je rekla, da te niti njena domača zdravila ne bodo mogla pozdraviti, če se ne boš pazil. Ne skrbite. Še preden prešteješ do 3, bo moj gromko dohitel tisto malo zgago. Naj pocitra brstični ohrovt. To je Božiček. Sledijo mi. V teh preklemanskih hribih se nimam kam skriti, pa tudi tiste izdajalske lune se ne znam snebiti. Tega se nismo učili na večernem tečaju čarovništva. Poglejte, tamle gor. Skoraj na vrhu je. Dajmo gromko. Jiha! 100 000 pekočih paprik so že blizu. So že blizu, preblizu. Dajmo gromko. Jiha! Grom in strela. Jaz pa se ne spomnim niti enega uroka za ustavljanje Božička. Kaj boste rekli na tegale? Hej, zdaj sem se spomnil.
štor se spotakni, da potniki v zrak poletijo vsi. Poglej, Žiga, boben. Toda šaman je izginil. Pridi hitro, Urša, vzemiva mu boben. Da si nista drznila, vidva škrata grda. Dajte stran! O ne! Pojdi stran! Dobro upravljeno, Gromko. Zdaj, ko imamo boben, nam šaman ne bo povzročal nobenih težav več. O, sveta nebesa, Božiček! Pridi mi pomagat, mislim, da se padel potok. Prihajamo. Zdaj smo pa v resnih težavah. Božiček bo zmrznil, če ga takoj ne odpeljemo domov. Dajmo, Gromko, podvizaj se. Gafna luftna. Vesejafna noč, december. Poskusi to vročo čebulno juhico, malo kafre sem dodala. Hvala, polonca. Pa poglejmo. Slabo kaže. Temperatura ne popušča in to le par dni pred Božičem. Bojim se, da bo moral Božiček letos ostati v posteli med božičnimi prazniki. Bodo pač razdelili božična darila brez tebe. Ne. Bojim se, da imaš prav, mama. Ostal bom doma. Si lahko predstavljaš Božič brez Božička? Za vse je kriv tisti poredni šaman. Vsaj pred njegovimi čarovnijami smo varni. Ja, brez čarobnega bobna njegove čarovnije ne delujejo. Kaj pa tista božična smrekica počne tam gor, na strehi vaškega magistrata? Poglejta, premika se. Zaveda se premika. Si mislil, da sem hlod ali kaj? To je šaman! Vrnil se je! Boben je v vaškem magistratu! Hitro! Poprana čebula! Zdaj pa moram pohiteti. Ne sme dobiti bobna! Živijo, bobenček moj. Le kdo je prišel po tebe? Ne bo nam uspelo! Pa gremo dol. Bravo, Žiga, bravo, Urša, dobro ste ga ujela. Boben je naš. Naj me koklja brcne.
Vse mi gre narobe. Hej, šaman, hej. Bolje, da odnehaš, mi imamo boben. Pokaži se, no. Šaman! Stoj, šaman, stoj! Šaman, stoj! Kakšen hrup je zdaj to? Kaj se dogaja tam dol? Poglejte, tu je šaman! Šaman, ustavite šamana! Ustavite ga! Šaman? Kje je šaman? Kaj se dogaja tam zunaj? Šaman! Hej, ne v pisarno! Tam so darila za Raskala! Najme 300 kizlih kumaric, če ni to moje pismo! Moje pismo! Mislim, da se mu je malo zmešalo. Saj to je Raskalovo pismo. Ja, to je moje pismo. Jaz sem mali Raskal. Oziroma, vsaj bil sem, zdaj sem že stari Raskal. Ti? Ja, to sem jaz. Raskal Rumpelštangl iz stare šamanske družine Rumpelštanglovih. 50 let je minilo, odkar sem Božičku poslal to pismo. 5 let sem bil star, ko sem se odločil, da bom Božičku zaupal svojo željo in sem narisal tole risbico. Mama je rekla, da je lepa. Oddal sem jo na pošto in čakal na odgovor, ki pa ni nikoli prišel. Čakal sem in čakal. 10 let, 20 let. A po 50 letih čakanja sem se naveličal in se odločil, da vam bom malo zamešal štrene. Na koncu koncev, jaz sem Raskal Rumpelštangl, mogočni šaman in laponski čarovnik. In tukaj sem. Toda, Božiček, zakaj mi za božjo voljo nisi nikoli odgovoril? Zato, ker smo tvoje pismo prejeli šele pred nekaj dnevi. Pismo se je izgubilo nekje na severni pošti in je 50 let potovalo sem. Ta darila so narejena zate, Raskal. Zame? Vsa ta darila? Zame? Wow! Kaj takega? Zame? Toda saj nisem prosil za nikakršno darilo. Kaj? Nisi prosil za darilo? Kaj pa potem predstavlja tvoja risbica? Nismo je še uspeli razvozlati. Niste? Saj to sem jaz? Mali Raskal, oblečen kot Božičkov pomočnik. Dostavljam darila otrokom. Zaželel sem si, da bi postal eden od Božičkovih pomočnikov. Božičkov pomočnik? Božičkov pomočnik si želel postati? Da, bila je to moja specialna želja, a zdaj sem že prestar. Poglej, moji pomočniki so sami stari kavlji. Torej, če se nam še vedno želiš pridružiti, potem si dobrodošel. Jaz, pomočnik! Božičkov pomočnik!
Juhu! Ali lahko že to leto pomagam pri dostavi božičnih daril? Bojim se, da boste pomočniki letos šli brez božička. Saj bi že zdaj moral biti v postelji. Kaj? Zaradi majcenega prehlada? Ha! Prinesite mi moj čarobni boben. Kihanje, vročica in rdeči nos naj ostanejo le preteklost. Prehladi zgini brez sledi. Nočem te več videti. Kot bije boben, bo s prehladom konec. Zgini! Kako se zdaj počutiš? Neverjetno, nima več vročine, ampak mislim, da bom... Izgleda, da se je prehlad preselil z božička na Pika. Božiček bo pa namesto kihanja kavco. Ne skrbi, Piko. Lahko za božič ostaneš v posteli. Dobro bomo skrbeli zate. Pomembno je, da je božiček spet zdrav in v polni formi. Kavcanje bo do jutra verjetno izginilo samo od sebe. A če hočeš, lahko poskusim s kako čarovnijo proti kavcanju. Ne, hvala! Nobenih čarovnij več! Mogoče je tako najbolje. Nobenih čarovnij torej. Raskal, Božičkov pomočnik. Božičkov pomočnik? Hej! Hej, Božiček, stoj! No, Raskal, kaj je zdaj? Zakaj smo se ustavili? Čisto sem pozabil. Polarni sij. Vesel Božič! Vesel Božič vsem! Še kot majhno dete, sanjal sem o tem, da božičku pridno pomagam dan za dnem. Zdaj pa delam za božička,